V ponedeljek zvečer je približno 56 km severno od Detroita izbruhnil požar. Vzrok bi naj bil visokotlačni plin, vendar pa lokalni preiskovalni organi še niso podali uradne izjave o vzroku požara. Tako je bil izdan nalog za evakuacijo. O smrtnih žrtvah in poškodovanih ne poročajo. Gasilske enote pa so uspele zajeziti požar, ki je bil viden več kilometrov stran. Panama je na pravi poti, da ustavi tihotapce nezakonitih narkotikov. Oblasti so čez vikend zasegle približno 2 toni kokaina. Skupno naj bi v celem letu 2017 zasegli rekordnih 72 ton prepovedanih drog. Vzrok je v odlični koordinaciji med lokalnimi organi pregona in državo. Panamski predsednik Juan Carlos Varela je izpostavil, da je mirovni sporazum med kolumbijsko vlado in uporniško skupino FARC pripeljal do povečanja trgovine z drogami in nasilja med posameznimi skupinami. Begunski otroci iz Rohinjiga morajo dobiti primerno hrano in ustrezno zdravstveno oskrbo in izobraževanje. Vse to našteto predstavlja velike izzive za taborišča v Bangladešu. Begunski otroci stojijo v vrstah po več ur, da dobijo hrano in vodo, ki jo tako nujno potrebujejo za rast in razvoj. Eden od 4 otrok trpi zaradi podhranjenosti. Delavci humanitarnih organizacij opozarjajo, da potrebujejo zadostne količine hrane tako za otroke kot tudi za nosečnice in doječe matere. Prav tako v taboriščih vlada velika nevarnost za razvoj bolezni, saj so le tam nevzdržne higienske razmere. Od 600 tisoč beguncev, ki so v zadnjih 3 mesecih našli zavetje v teh taboriščih, je 60% otrok. Izpostavlja se tudi problematika trgovine z otroci. Skoraj 2 metra dolg krokodil se je pojavil kot nepričakovan obiskovalec na obali Floride. Na stotine obiskovalcev si ga je želelo pobliže ogledati, vendar so lokalne oblasti držale radovedneže na primerni razdalji. Krokodila so ujeli. Organizacija za opazovanje divjih živali na obali Floride ga bo čipirala in potem spustila nazaj v naravo, saj je le to za njegovo življenje najbolj primerno okolje. Iz Wisconsina so pripeljali božično drevo v Belo hišo, kjer jo je sprejela prva dama Melania Trump in njen sin Barron. Med slovesnostjo, ki označuje uradni začetek božičnega praznovanja v Beli hiši, so odigrali tudi prvi kolaž božičnih pesmi. Drevo bo na ogled v modri sobi Bele hiše.